Učenci osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice in varovanci vrtca Jesenice so se v lanskem letu pridružili projektu društva Jasa, imenovanem Jesenice imajo srce. Skoraj 900 sodelujočih je poglobljeno bralo knjigo Nežno srce avtorja Aneja Sama iz Jasine knjižne zbirke Onežimo svet. Doživetja o prebrani knjigi pa so nato izrazili z likovnimi in besednimi prispevki. Družba smo vsi mi in sodelovanje lahko prinese do čudežnih rezultatov. Zares knjigo Nežno srce je prebralo skoraj 900 otrok in njihovih mentorjev. Odnesli so jo tudi domov, kar pomeni, da jo bojo prebrali tudi staršem. To pomeni še 1800 prebivalcev Jesenic bo prebralo knjigo o nežnem srcu. In zagotovo vem, da branje dobrih knjig ustvarja boljše ljudi in ustvarja boljšo družbo in zares sem srečna, ko vidim, da smo to uspeli skupaj uresničiti. K uspehu množičnega projekta je pomembno prispevalo jeseniško podjetje Enos, ki je vsem sodelujočim otrokom knjigo Nežno srce zagotovilo brezplačno. Enos je dejansko vodilno lokalno energetsko podjetje, ki se s tem, ko je v bistvu odgovoren za ogrevanje večine jeseniških domov, dejansko, ki se je zavezal tudi k temu, da res odgovorno ravna z okoljem oziroma okolico, v kateri pač deluje. In ni samo floskula, dejstvo je, da je za nas ekologija prioriteta številka 1, lahko kar rečem. Tako da odločitev podpreti to akcijo res ni bila težka. Razstavo likovnih in besednih prispevkov jeseniških osnovnošolcev v dvorani Kolperen je odprl župan Tomaž Tom Mencinger. Mislim, da je to resnično vredna ogleda, ker vidimo, kako mladi razmišljajo. Ravno tako program, ki je bil predstavljen tukaj, lahko rečem, to je nek program, ki bi ga vsaka politična stranka lahko prevzela v zaključnem delu in mislim, da marsikakšno stvar se da dejansko poudariti in pa posebej speljati. Otroška dela so razstavili prav na Svetovni dan zemlje in tako simbolično dokazali, da jim ni vseeno za okolje, v katerem živijo. V tem delu bi resnično izpostavil tudi javno podjetje Eko-in, ki zelo zgledno skrbi in pa tudi krajevne skupnosti in v končni fazi tudi naši najmlajši in pa prebivalci kot taki, da resnično skrbijo za okolico, ki bo urejena in kot taka tudi urejena potem prehajala z roda v rod.